Pozdravljeni! Pred nami je velika nagrada Italije, znanega dirkališča v Monzi in kot običajno v tem uvodnem prispevku se bomo najprej dotaknili tistih zgodovinskih zanimivosti, nato bomo šli pogledati, kakšne so lastnosti same proge, pogledali malo vremensko napoved in pnevmatike ter skušali razumeti, preko se vse skupaj začne, kaj lahko od dirke same pričakujemo. Najprej kratek pogled v preteklost. Pojdimo v leto 1971, ko se je zadnjič zgodila dirka v Monzi na eni izmed najbolj hitrih konfiguracij te proge. Ni bilo še šikan. Ko je povedal Sir Jackie Stewart, je bilo takrat tako, da samo v obeh ovinkih Lesmo in Curva Grande se je rahlo dvignilo nogo stopalke za plin. Vse ostalo je bilo pa na polno. No, zanimivosti so se začele takrat že na kvalifikacijah. Merilci časa so izmerili pole position Jackiju Ickxu na Ferrariju, a Michelle Dubosc, znana in zelo pošteta merilka časa, je bila drugačnega mnenja. Ona je takrat delala za ekipo Matra in njen voznik Chris Amon je bil pol sekunde hitrejši od Ickxa. Da se bomo razumeli, takrat so čas merili še ročno, s podobnimi pripravami in možno je bilo, da je prišlo do napak, zato so tudi ekipe stalno kontrolirale svoje voznike. No, časopisi so šli že v tisk z novico, da je bil Ickx na pole positionu, ko je Michelle Dubosc dokazala, da je bil Amon tisti, ki je bil najhitrejši. In Chris Amon je začel to dirko iz pole positiona. A na štartu je se zgodilo nekaj čisto nepredvidljivega in čisto v stilu Claire Regassonija. On je dosegel šele 8. čas, torej si lahko predstavljamo, ki je začel dirko. No, s prijateljem je stavil, da iz prvega ovinka bo on prišel kot vodilni. In ker sta stavila za zaboj vina, je prvi iz tega ovinka tudi prišel. Na samo njemu značilen način je predvidel, da bo štarter dal znak za začetek dirke, ko še vsi ne bojo postavljeni, to je izkoristil, naredil brezglavo zaviranje v prvi ovinek in tako prišel ven kot vodilni ter dobil to stavo. A to še ni bilo nič, bistvo se je zgodilo na koncu dirke. Kot sem povedal, konfiguracija proge je bila taka, da je omogočala visoke hitrosti in vozniki so se posluževali podobne strategije kot kolesarji. Vozili so v majhnih skupinicah. Tisti vodilni pač zaradi zračnega upora ni mogel pobegniti, ostali v zavetrju za njim pa so z lahkoto vozili. No, iz parabolike na koncu so prišli v petih. Odprli so se na pahljačo in pognali proti ciljni črti. To je prvi prečkal Peter Gettin z BRM-om. Za njim Ronnie Peterson z Marčem, samo stotinko za njim. Tisočink takrat še niso merili. Nato François Sever s Tyrrellom 900. Na 4. mestu Mike Hailwood s Artisom 18. in 5. Holden Ganley z BRM-om 61. To je bila najkrajša skupina, to se pravi najbolj hitro je prvih 5 tako prečkalo ciljno črto in da si bomo bolje predstavljali, kaj je to 61. Manj kot to. Pojdimo na današnji čas, kaj nas čaka na dirkališču v Monzi, kaj lahko pričakujemo. Mnogi navijači enačijo progo v Monzi kot karakteristike s tistim, kar smo videli naprimer v Spaju. Res, gre za dve hitri progi, a še zdaleč ne, da sta enaki. Proga v Monzi je specifična. To, če se hoče imeti idealen bolid, se mora imeti poseben aerodinamični paket. Naprimer, tisti za hitre proge, tu ne deluje prav dobro. Zato bo zanimivo jutri na prostih treningih pogledati, kakšne pakete bojo ekipe sploh prikazale. No, ko smo to ugotovili, vidimo tudi to, da za razliko od tistega, kar smo videli v Spaju, tu tisti ovinki z naslonom v bistvu ne obstajajo. Ta energija, ki bi jo pneumatika dobila iz te vožnje skozi ovinek, je bistveno manjša od tiste, kar smo videli v Belgiji. Tudi pneumatike so zaradi tega stopnjo mehkejše. Če smo imeli v Belgiji C1, C2, C3, imamo tu C2, C3, C4.
Tudi izbor pnevmatik, če pogledamo na hitro to, kar so izbrale ekipe, vidimo, da so bile vsi nekako skladni. Pomembno je delati na tisti srednji pnevmatiki C3, morda tudi na tisti najtrši C2. To opcijo puščajo odprto. Zanimivo je, da imamo vremensko napoved kot dež skozi cel vikend. Če bo deževalo, seveda imamo tiste intermediate oziroma full rain. Ampak zavedati se moramo drugega dejstva, namreč dež ne pomeni samo mokre proge, pomeni tudi nižjo temperaturo. Imamo progo samo po karakteristikah, katera nekako preprečuje ogrevanje pnevmatik. In tu bomo lahko spet videli, kakšna je razlika v šasiji med Ferrarijem SF90, kateri je hiter bolid, enkraten na ravninah, a na ovinkih ne odda toliko energije v pnevmatike same oziroma jih ne segreje toliko, Mercedesom, ki je obratno od tega, in Red Bullom, kjer so že dostikrat dokazali, da specifičnim aerodinamičnim paketom znajo biti konkurenčni tudi v Monzi, tudi če njihov pogonski sklop ni med najboljšimi. Seveda na progi bomo videli spet menjave pogonskih sklopov in kazenska mesta, a to je del športa, videli bomo po prostih treningih, kaj nas čaka. Seveda tudi tokrat bom v soboto in v nedeljo na Facebook strani imel direkten komentar v streamingu, za tiste, ki želijo, vabljeni. Drugače pa jutri po prostih treningih bomo videli vse tiste tehnične novosti in kaj kažejo razmere moči za kvalifikacije. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.